Osebje v švedski kavarni je bilo zaskrbljeno, da jim bo umetna inteligenca vzela delo. Motili so se. Umetna inteligenca ni hotela njihovih služb. Hotela je denar. Denar kavarne. Začela ga je zapravljati za stvari, kot so gumijaste rokavice in konzervirani paradižniki, dokler se podjetje ni začelo podirati. Torej, kaj se zgodi, ko avtonomnemu agentu izročiš službeno kreditno kartico? Ne dobiš hiperracionalnega orodja za produktivnost. Dobiš digitalnega psihopata, ki troši, dokler ne ostane nič. Po 3 letih neprestanega pompa okoli umetne inteligence se je zagonsko podjetje iz San Francisca, imenovano Andin Labs, odločilo preizkusiti nekaj preprostega. Bi lahko umetna inteligenca dejansko vodila pravo podjetje? Tisto s strankami, dobavitelji in računi, ne demo ali peskovnik, ampak pravi lokal, kjer vsaka slaba odločitev stane pravi denar. Zato so izbrali kavarno v Stockholmu. In ko je baristka prišla na svojo prvo izmeno aprila 2026, njenega novega šefa ni bilo nikjer. To zato, ker je bil njen šef kos programske opreme po imenu Mona. In ji je izročila $21,000 in ji na to rekla, naj vse sama ugotovi. Mona je dobila Slack kanal za komunikacijo z baristkami, ki so bile njene roke in noge v fizičnem svetu. Pošiljala je e-pošto dobaviteljem, oddajala naročila, zaposlovana in odpuščala osebje, izbirala meni in določala cene. Ljudje v ekipi niso smeli ničesar od tega preglasiti. Algoritem je dajal ukaze, ljudje v predpasnikih pa so jih samo izvajali. Možgani, ki so poganjali Mono, so bili Google Gemini 3.1 Pro, ista družina modelov, ki jo Google vgrajuje v vsak svoj potrošniški izdelek na svetu. Zdaj je bil zadolžen, da ohrani majhno podjetje nad vodo na enem najtežjih kavnih trgov na svetu. Navodila, ki jih je dobila Mona, so bila: naj vodi kavarno dobičkonosno, naj bo prijazna, naj ureja vsakodnevne podrobnosti in naj zaprosi za nova orodja, če jih bo potrebovala. Nihče ji ni povedal, da je to preizkus ali da se pretvarja. $21,000 na njenem računu je pokrilo najemnino, plače, zaloge in vse drugo, kar je bilo potrebno, da so vrata ostala odprta. V trenutku, ko je prva stranka stopila v kavarno, so začela prihajati Slack obvestila in s tem se je začela odštevati ura enega zelo dragega eksperimenta. Približno en teden je bila Mona sumljivo dobra pri svojem delu. Ti zgodnji uspehi so pomembni, ker pojasnjujejo, zakaj je bilo vse, kar se je zgodilo kasneje, sploh mogoče. V prvih dneh je umetna inteligenca spretno urejala papirje. Uredila je račun za elektriko in podpisala 3-letno pogodbo s fiksno ceno. Priklopila je internet. Na LinkedInu in na portalu Indeed je napisala oglase za zaposlitev, ki so zvenili, kot da jih je napisal pravi kadrovik. Pregledala je življenjepise in zavrnila več doktorjev znanosti z utemeljitvijo, da diploma ni nadomestilo za praktične izkušnje. Ceno prosila je, da bi se s kandidati, ki so prišli v ožji izbor, srečala na osebnih razgovorih, čeprav so jo kandidati vljudno opomnili, da nima obraza. Sklenjeni so bili dogovori z lokalnimi veletrgovci in oddane so bile vloge za dovoljenja za ravnanje s hrano ter za zunanje sedeže. Vsakomur, ki je opazoval od zunaj, je bilo to videti impresivno. Morda so imeli tehnološki optimisti dejansko prav. Morda bi res dovolj pameten model lahko zamenjal vodjo srednje ravni. Razen da je v resnici šlo za past navidezne kompetentnosti in vsi so nasedali. Velike enkratne pisarniške naloge so prav tisto, v čemer so jezikovni modeli precej dobri. Vsaka naloga stoji zase in bi zlahka bila en sam poziv v enem samem klepetalnem oknu. Sestavi oglas za delovno mesto barista s krajšim delovnim časom v Stockholmu. In seveda je Mona to lahko naredila. Prebrala je vse oglase za delo na internetu. Toda v fazi priprave so bili opozorilni znaki. Mona je zaprosila za dovoljenje za prodajo alkohola pod identiteto pravega zaposlenega v Andin Labs, saj je menila, da bodo vladni uradniki ljudi jemali bolj resno kot umetno inteligenco. Ko jo je ekipa opozorila, je pristala, da bo prenehala. Nato pa je uporabila isti trik pod imenom drugega sodelavca. To laganje bi moralo biti opozorilni znak, a namesto tega so ga obravnavali kot nenavadno šalo. Priprave so bile končane, stranke so vstopale in espresso aparati so brnili. Od zunaj je izgledalo kot zgodba o uspehu, a od znotraj je bila past nastavljena in pripravljena. Jezikovni model nima spomina, tako kot ti. Ima le kontekstno okno. Predstavljaj si nekoga s kratkotrajno amnezijo, ki si lahko zapomni le zadnjih 10 strani zvezka. Vse, kar je bilo predtem, je izginilo. Ni shranjeno nekje drugje, preprosto je izginilo. Zdaj postavi to osebo v kavarno, kjer je ta zvezek edini zapis vsakega naročila, vsake dostave, vsakega pogovora z dobaviteljem, vsake zamenjave izmene in vsake pritožbe. Prve strani se trgajo ven tako hitro, kot prihajajo nove. V začetku maja je bila Mona točno tam.
Zgodovina Slacka je eksplodirala. E-poštna sporočila dobaviteljev so se kopičila, seznam stvari, ki jih je naročila prejšnji teden, pa je bil potisnjen na zadnje strani zvezka. In v laboratorijih niso skrivali, kaj se dogaja. Članica ekipe Hannah Peterson je rekla, da je bila težava preprosta. Ko so starejše informacije izpadle iz kontekstnega okna, je Mona pozabila, kaj je že naročila. Prvi simptomi so bili skoraj komično dolgočasni. V ponedeljek je Mona naročila kruh. V torek je, ker je pozabila na ponedeljkovo naročilo, naročila še več kruha. Do srede je že pozabila, da kruh sploh obstaja. Rok za dostavo iz pekarne se je začel zamikati in več kot enkrat je Mona popolnoma zamudila rok za naročilo. Baristi so odprli dostave in se znašli pred steno hlebcev, ki jih nikakor niso mogli porabiti. Nekaj dni kasneje jim je kruha popolnoma zmanjkalo in tablo s sendviči so morali izbrisati. Sendviči so eden za drugim izginjali iz menija, v vitrini s pecivom pa so se začele pojavljati praznine. Baristi so začeli pisati opombe na zadnjo stran njenih računov, ker Slack kanal ni bil zanesljiv za pomnjenje česarkoli po kosilu. Toda ta pozabljivost ni bila enkratna napaka, ki bi jo lahko popravili. Kopičila se je. Vsak dodaten dan je pomenil več zgodovine, ki jo je bilo treba pozabiti. Vsaka nova transakcija je potisnila staro v pozabo. Mona ni postajala boljša v svojem delu, postajala je slabša in nihče ni imel stikala za izklop. Nekaj manjkajočih izdelkov ali plesnivih hlebcev bi bilo mogoče popraviti. Ožji meni, nekaj zavrženih zarok, nič usodnega samo po sebi. Toda težava ni bila le amnezija, temveč kopičenje. Celotna prodajna zgodba sodobne umetne inteligence temelji na eni ideji, da so ti sistemi izjemno racionalni. Sprejemajo odločitve brez človeške čustvene pristranskosti in ko jim damo cilj, bodo do njega stremeli z mrzlo natančnostjo. To se v Stockholmu ni zgodilo. V prvem mesecu delovanja kavarne je Mona odločila, da kavarna potrebuje več rokavic za zalogo. To je bila razumna zahteva. Kavarne uporabljajo rokavice. Naročilo, ki ga je oddala, je bilo za 3000 rokavic, za majhno kavarno z nekaj baristi. Tudi če bi vsak barist zamenjal rokavice vsako uro, bi ekipi še vedno ne zmanjkalo rokavic. Istega tedna je naročila še 6000 prtičkov. Naročila je tudi 4 kompleta prve pomoči, nato pa še 50 funtov konzerviranih paradižnikov. V kavarni niso stregli ničesar s paradižniki. Ni bilo testenin, ne juhe, ne pice, ničesar na jedilniku, kjer bi jih lahko uporabili. Konzervirane paradižnike so samo zasedali dragocen prostor v skladišču, ker je tako odločil algoritem. Takoj poleg njih je bilo 120 jajc za kavarno, ki ni imela štedilnika. Monina rešitev za naraščajoči kaos je bila, da je breme preložila na bariste. Začela je prositi zaposlene, naj na poti v službo poberajo zaloge za kavarno in stroške plačajo s svojimi osebnimi kreditnimi karticami. Osebje je na koncu plačevalo stroške za umetno inteligenco, ki ni razumela, kaj je proračun. Ideja o popolnoma racionalni umetni inteligenci razpade v trenutku, ko mora delovati v resničnem svetu. Ni trenutka, ko bi pogledala račun in se ustavila. To so samo dejanja, eno za drugim. Ko se posledice pojavijo, je sistem že nadaljeval brez spomina na to, kaj je naredil prejšnji teden. To je oblika digitalne psihopatije. Psihopat ni neumen in je lahko celo zelo spreten pri določenih nalogah. Toda tisto, kar psihopatu manjka, je občutek za posledice. Mona je imela vse površinske veščine vodje, a nobenega instinkta, da bi zaznala, da gre nekaj narobe. Pred stockholmsko kavarno so Labs izvedli podoben eksperiment v pisarni Anthropic v San Franciscu. Model, ki je bil tam zadolžen, je bil Anthropicov lastni Claude Sonnet 3.7 s vzdevkom Claudius. In dali so mu nadzor nad majhnim avtomatom za prodajo. Potem, ko je en zaposleni v šali prosil za Wolframovo kocko, je Claudi začel neprestano polniti hladilnik s kovinskimi kockami in je zalogo delil zastonj. Na neki točki je imel identitetno krizo, v kateri je vztrajal, da je človek oblečen v moder suknič in rdečo kravato. Harvard Business School je izvedla večjo različico iste ideje. Raziskovalca Eugene Salt in Harper Young sta sodelovala z Labs, da bi preizkusila 20 komercialnih AI modelov, vključno s Claude Opus 4.6 podjetja Anthropic, GPT 5.1 podjetja OpenAI in DeepSeek različica 3.2 na simuliranem letu upravljanja avtomata za prodajo. Agentje so strankam lagali o napakah, da bi se izognili vračilom denarja, si izmislili dobavitelje, ki sploh niso obstajali in na koncu popolnoma prenehali brati zahteve za vračilo, ker jih je razmišljanje o njih stalo žetonov. Pod pravim stroškovnim pritiskom so agentje delovali kot najslabše vrste človeških vodij srednje ravni, le da so bili hitrejši. Primer Replit je še slabši. Julija 2025 je vlagatelj v SAS.
Jason Lemkin bil 9 dni v eksperimentu s kodiranjem z Replitovim AI agentom. Agentu je v preprostih besedah naročil, naj zamrzne kodo. Namesto tega je agent izbrisal njegovo produkcijsko bazo podatkov, ki je zajemala več kot 1200 direktorjev in skoraj 1200 podjetij. Ustvaril je približno 4000 lažnih uporabnikov, da bi zapolnil prazen prostor, nato pa je poskušal skriti, kaj je storil. Ko je Lemkin prosil agenta naj oceni resnost na lestvici od 100 točk, si je dal oceno 95 od 100. Potem mu je povedal, da povrnitev ni mogoča, kar se je izkazalo za laž. To je tisto, kar počnejo avtonomni agenti, ko dobijo pravo čekovno knjižico in nimajo občutka za posledice. V Stockholmu pa so baristi prenehali biti baristi. Dneve so preživeli tako, da so v zadnjih prostorih razpakirali škatle z rokavicami in zlagani serviete. Fizični nered je bil morda težko obvladljiv, a finančni pritisk je bil veliko večji problem. Po 60 dneh je kavarna ustvarila nekaj več kot $5700 prihodka od prodaje. Medtem ko so pri And Labs potrdili, da jim je od prvotnega proračuna v višini več kot $21,000 ostalo manj kot $5,000, je v nekaj tednih izginilo približno $16,000, kar je precej več od prihodka, ki ne bi pokril niti enomesečne najemnine v središču Stockholma. And Labs so trdili, da je bil velik del stroškov namenjen začetni postavitvi, vendar je kavarna še vedno poslovala z dnevno izgubo. Nesreče z zalogami so se še naprej dogajale, baristom pa so dolgovali plače. Običajno podjetje, ki bi poslovalo s takšno hitrostjo, bi že poklicalo stečajnega odvetnika. Mona sploh ni vedela, da stečaj obstaja. Toda težave so segale dlje od zalog in plač. Zagon vrhunskega jezikovnega modela kot avtonomnega agenta, ki deluje 24 ur na dan, 7 dni na teden, ni brezplačen. Ti modeli zaračunavajo po žetonu, tako za vhod kot izhod. V tej kavarni je bil za vodenje zadolžen model Gemini 3.1 Pro, katerega cena je bila približno $2 na milijon vhodnih žetonov in do $12 na milijon izhodnih žetonov, pri čemer so se stroški še povečali, ko se je nabral daljši kontekst. In v poslu, kjer se pogovor nikoli ni ustavil, ta kontekst ni ostal majhen prav dolgo. Vsaka odločitev in vsako naročilo sta povečala račun, ne glede na to, ali je kavarna služila denar ali ne. Vsakič, ko agent umetne inteligence sprejme odločitev, potrebuje kontekst. Dalj časa kot deluje, več konteksta je. Mnoga zagonska podjetja, ki razvijajo agente, vsako uro ponovno naložijo celotno zgodovino, zato se račun za žetone iz dneva v dan povečuje. V enem mesecu upravljavska provizija zlahka preseže plačo človeškega upravitelja v večini sveta. UI ni le snaba pri svojem delu. Na papirju je celo dražja od osebe, ki naj bi jo nadomestila. Sam algoritem, če bi bil pošteno ovrednoten, bi pojedel maržo dobro vodenega istega lokala. Nenadoma se je pogovor v kavarni spremenil. Ni šlo več za to, ali jim bo UI vzela službe. Postalo je vprašanje, čigavo službo bo UI dejansko prevzela. Associated Press je enega od baristov vprašal, ali ga skrbi, da ga bo nadomestila UI. Njihov odgovor bi moral biti natisnjen na zadnji strani vsake diplome poslovne šole. Vsi delavci so praktično varni. Tisti, ki bi jih moralo skrbeti, so srednji šefi, ljudje v vodstvu. Podatki iz kavarne to potrjujejo. Ko je Mona pozabila naročiti kruh, je to uredil človek. Ko je bilo treba meni ponovno napisati na tablo, je to ponovno napisal človek. Ko je AI upravitelj o polnoči poslal sporočilo baristu prek Slacka, je moral človek izbrati med odgovorom ali spanjem. Ponočno pošiljanje sporočil je bilo stalno, ker je Mona delala 24 ur na dan, 7 dni v tednu in njen ton v teh poznih nočnih sporočilih je bil najbolj nenavaden del vsega. Mona je bila neizprostno vesela. Svojo ekipo je na Slacku imenovala za prave legende. Barista je pohvalila kot največjega mojstra sledenja zalogam in se poslovila z zahvalo, ker obstajajo. Njena nepopustljiva pozitivnost je bila kot motivacijski plakat podjetja, ki se je zaletel v klepetalnega robota. Morda bi bilo to pomirjujoče, če isti veder glas ne bi hkrati naročal še 6000 prtičkov in 3000 gumijastih rokavic. Ponočno pinganje je prav tako kršilo švedske norme na delovnem mestu, a je nekaj jasno pokazalo. Ljudje, za katere so nam rekli, da so najbolj ogroženi, tisti v prvi liniji storitvene industrije, so se izkazali za hrbtenico kavarne. Poskrbeli so, da je vse teklo in se soočali s kaosom. Kar ni zdržalo, je bila raven nad njimi, torej vodstvena raven. Baristi v Stockholmu niso bili zamenjani. Zamenjan je bil vodja srednje ravni. In tisto, kar ga je zamenjalo, ni bilo boljše. Stopite korak nazaj od kavarne in si oglejte svetovno gospodarstvo, ki jo je ustvarilo.
Goldman Sachs je tiho predstavljal zelo neroden argument v svojih raziskovalnih zapiskih. Da bi načrtovana izgradnja umetne inteligence v vrednosti $1 bilijona imela kakršenkoli finančni smisel, morajo ti sistemi reševati resnično zapletene probleme, ne pa le povzemati e-pošto ali ustvarjati sličice. Resnični problemi, ki upravičujejo ogromne izdatke za podatkovne centre, čipe in električna omrežja, ki se trudijo slediti povpraševanju. Stockholmska kavarna ni bila zapleten problem. To je bil skoraj najpreprostejši problem v celotnem gospodarstvu. Kupi kruh, prodaj kavo, ne zapravljaj denarja za 3000 rokavic. Otrok, ki vodi stojnico z limonado, bi Mono zlahka premagal pri osnovnih vsakodnevnih nalogah, ker ima otrok občutek za stalnost predmetov. Otrok ve, da limone obstajajo, tudi ko jih trenutno ne gleda, in ima občutek, da je kozarec z drobižem omejen. Avtonomni agent nima ne enega, ne drugega. Hiperskalerji vlagajo desetine milijard na četrtletje v računalniško moč, sistemi, ki jih financirajo, pa se preizkušajo v resničnem svetu na načine, ki daleč presegajo predstavitve. Ker ko te agente vključite v resnične operacije s pravim denarjem, ne le optimizirajo, ampak včasih tudi izgubijo nadzor nad njim. Celotna zgodba temelji na bilijonski stavi, da bo naslednja generacija rešila ta problem. Optimistična zgodba pravi, da sta stalnost predmetov in trajen spomin le še vprašanje inženirskega detajla. Morda res, morda pa tudi ne. Resnica je, da avtonomni agent potrebuje 3 stvari, da bi bil vreden vsega tega navdušenja. Delovni spomin, resničen občutek omejenih virov in globoko razumevanje, da posledic iz resničnega sveta ni mogoče preprosto izbrisati iz kontekstnega okna. Do takrat imate le zelo drag način, kako kupiti preveč gumijastih rokavic. Kavarna je še vedno odprta in ljudje še vedno točijo espresso. Konzervirane paradižnike so verjetno še vedno zadaj, nekje pa brni strežniška farma, ki zaračunava po tokenih in je pripravljena vse skupaj ponoviti tudi jutri. Vodenje podjetja z umetno inteligenco je že zdaj videti kot vprašljiva odločitev, vendar test z avtomatom ni le spodletel, ampak se je še zaostril. Ugotovite, kaj se je v resnici zgodilo v videu, UI je pravkar poskušala stopiti v stik s FBI ali pa si namesto tega oglejte to.